Tu imamo model preprostega električnega generatorja. Na rdečem delu je trajni magnet, ki ustvarja magnetno polje, in ko ta rotor zavrtim, se v statorski tuljavi spreminja magnetno polje, ki inducira napetost. Ta inducirana napetost je izmenična. Na osciloskopu vidimo, da ni lepa sinusna, a to je posledica tega, da je konstrukcija tega stroja preveč preprosta. Stator ima 3 navitja. Ta so prostorsko premaknjene za 120 stopinj, zato so tudi inducirane napetosti časovno premaknjene. Dobimo pravi trifazni sistem, podoben tistemu, kot ga imamo tudi v električnem omrežju. Če take fazno premaknjene napetosti priključimo na podoben model stroja, bojo časovno premaknjeni toki ustvarili magnetno polje, ki se vrti. Temu rečemo vrtilno magnetno polje. In ker imamo tukaj tudi rotor s trajnim magnetom, se bo v tem magnetnem polju vrtel. Če vrtim rotor generatorja hitreje, se inducira napetost z višjo frekvenco, ta višja frekvenca pa povzroči tudi višjo hitrost vrtilnega polja. Zamenjava smeri vrtenja povzroči zamenjavo časovnih premikov in vrtenje rotorja se obrne. Enak princip srečamo tudi pri električnih motorjih, ki jih običajno napajamo kar z omrežno trifazno napetostjo. Tam že napetost s frekvenco 50 Hz ustvarja vrtilno magnetno polje in povzroči vrtenje stroja. Tukaj je stator dejanskega električnega motorja in če ga priključimo na omrežje, se bo v tej odprtini ustvarilo vrtilno magnetno polje. Če v to polje vstavimo jekleno kroglico, ki jo magnetno polje privlači, bo ta privlačna sila povzročila, da bo kroglica sledila magnetnemu polju in se vrtela. Če pa kroglico zamenjam s tako imenovano kratkostično kletko, privlačne sile na magnet ni več, kajti kletka je iz aluminija. A kljub temu, ko to kletko vstavimo v vrtilno polje, se bo le-ta vrtela. To pa je že princip delovanja asinhronskega motorja.